Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zur Veranstaltung, in der Mihai Mazzini und Mojca Comedy zum Thema sollten. Es wird simultan gedolmetscht und diejenigen von Ihnen, die Deutsch sprechen, sollten auf dem Headset den Kanal 2 einstellen und diejenigen, die Slowenisch sprechen, sollten den Kanal 1 einstellen. Dann wird jeweils simultan gedolmetscht. Ich spreche Deutsch und das wird ins Slowenische übersetzt und die beiden Gäste, die Autorin Mojca Comedy und Mihai Mazzini, sprechen auf Slowenisch und Sie hören es dann auf Deutsch auf Kanal 2. Erstmal Ihnen beiden herzlich willkommen. Von beiden sind gerade neue Bücher erschienen, nachdem vorher schon auch andere Bücher auf Deutsch erschienen sind. Wir möchten heute ein bisschen, aber nicht nur, über Erzählungen, Novellen, kurze Geschichten sprechen, die von beiden herausgekommen sind. Von Mihai Mazzini, Nachtfliegenbruder in einer Edition des Axel Diermann Verlages und von Mojca Comedy, Unter die Oberfläche im Waldstein Verlag erschienen. Das war in der Messebeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Aufmacher, eine ganze Seite, die sich diesem Band von Mojca Comedy widmet. Nicht nur diesem Band, sondern dem auch zuvor erschienenen großen, umfangreichen Roman Kronos erntet, der, wenn ich es ein bisschen grob sage, zum Thema hat, die Gegenreformation in Slowenien, aber vielleicht überhaupt im K&K-Gebiet. Von Mihai Mazzini gibt es mehrere Romane. Der vielleicht bekannteste, wirkungsmächtigste ist der Roman Du existierst nicht, auf Deutsch lautet der Titel Du existierst nicht, bei Converso erschienen. Das ist ein Roman, der über die Folgen einer Entscheidung in Slowenien am 21. Februar 1992, glaube ich, ist es richtig, erzählt, nämlich darüber, dass da von etwa 2 Millionen Staatsbürgern Sloweniens fast 26.000 ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, nämlich durch den Umstand, dass sie nicht in Slowenien geboren waren. Die meisten wussten gar nichts von diesem Umstand, auch nicht, dass sie plötzlich staatenlos waren. Insofern haben sie sich nicht gekümmert. Viele kriegten es erst Jahre später mit. Und die Formel, die Mihai Mazzini dafür findet, lautet: Du existierst nicht. Also wenn jemand zum Arzt geht, zufällig in eine Polizeikontrolle gerät und dann beim Arzt merkt, die Krankenkasse ist nicht für ihn zuständig, niemand bezahlt, er muss das selber bezahlen, sie muss das selber bezahlen. Oder bei einer Kontrolle dann von Ausweisung nicht nur bedroht ist, sondern tatsächlich ausgewiesen wird. Das ist ein großer Stoff, der zu dem Roman Du existierst nicht geworden ist und der auch in einer Doku-Fiction von ihm selber als Film verarbeitet wurde. Mihai Mazzini ist Autor von Erzählungen, Romanen, Drehbüchern, hat Filme gemacht und macht einen politischen Blog. Und insofern können wir heute über sehr viele verschiedene Themen sprechen. Das bindende Glied ist, dass beide eben jetzt Erzählungsbände oder Novellenbände vorgelegt haben. Vielleicht als erste Frage mal: Mir wurde das so vermittelt. In Slowenien spielt das Genre der Novelle, der Erzählung eine große Rolle, ist in manchem erfolgreicher als Verlage. Vielleicht könnten Sie beide oder könntet ihr beide dazu was sagen. Als Autoren ja, die beide Genres schon bedient haben.
Ja, ima pomembno vlogo kratka proza v Sloveniji, čeravno je podobno kot v drugih jezikovnih in kulturnih okoljih še vedno roman cenjen bolj od kratke proze. Obamova izkušnja z Mihom, pisanje obeh forum in seveda pristopi so zelo drugačni, zelo različni verjetno. Glede kratke proze bi lahko omenila to, da obstaja že dolga leta tudi festival kratke proze v Novem mestu, ki je z letošnjim letom poimenovan, mislim, da je to nagrada Maruše Krese, po kateri je poimenovan tudi sosednji paviljon. Skratka, se vzpodbuja in se ceni ta zvrst, vendarle pa, kot sem poudarila na začetku, je še vedno tisto roman, rečemo, da ima nekako večjo vrednost tudi pri bralcih. Nekako preden je internet zares štartal in preden so zares štartala socialna omrežja, so teoretiki razlagali, da bo vzcvetela kratka zgodba, ker bodo ljudje pač imeli manj časa za branje in potem bodo brali pač kratke zgodbe. Izkazalo se je ravno nasprotno. Manj se berejo kratke zgodbe, berejo se romani čim daljši in to, ne vem, in čim več delov, da imajo romani, tem bolje. Spomnimo se, ne vem, Harry Pottera pa tako. Razlaga po moje je zelo enostavna, ker ko preberete kratko zgodbo, vstopite v nek svet, ki ga morajo vaši možgani ustvariti. In ustvariti morajo osebe v tem svetu. In potem je zgodbe čez 5 strani konec. In zdaj, čakamo, kaj pa je bilo to? Kaj pa se je to zdaj zgodilo? In potem pride v knjigi naslednja zgodba in spet možgani ustvarja nov svet in čez 5 strani, čakamo, konc ga je. In potem ugotovite, da je branje kratkih zgodb veliko dela za možgane. In potem preklopite na neke sage v nadaljevanjih, v neskončnih, ker se možgani enkrat navadijo teh likov in pa so vaši stari znanci, ki pridejo vsakega pol leta ali vsako leto naokoli, vas obiščejo s svojimi tragedijami in potem tudi odidejo in vi rečete čao. Ampak pri tem bi rada pa dodala, da recimo sama absolutno nisem preračunljiva, kaj se bo bolj bralo, ampak tista tema, ki me nagovori, mi vedno nekako določi tudi samo formo. To se mi zgodi skozi jezik, ki ga zaslišim, skozi perspektivo, namreč pišem tako v perspektivah skozi žensko, moškega, otroke, najstnike, celo živali, celo predmete v določenih primerih. Skratka, sama ideja in potem glas, ki ga zaslišim, mi nekako vzpostavi strukturo in ko je vse skupaj to se poveže, potem imam vstop v pisanje. Aha, jaz bi sam še dodal, se res ne. Jaz sem v bistvu za prvo knjigo kratkih zgodb napisal zato, ker nisem imel veliko časa za pisanje. In potem sem začel pisati kratke zgodbe, potem sem pa ugotovil, da je to v bistvu kratka zgodba velik izziv za pisatelja, če je dobra. Ker v romanu lahko zgrešite kakšen stavek ali pa dva, ali pa tudi odstavek lahko zgrešite, celo stran lahko zgrešite. Ampak v kratki zgodbi pa ne morete. Če ima 5 strani, če ste eno stran zgrešili, ste 20% zgodbe zgrešili. Tako da je treba res, res paziti. In to tle pa jaz podležem perfekcionizmu. In den Erzählungsbänden, die von Ihnen herausgekommen sind, zeigt sich ja jeweils ein unheimlicher Wechsel von Sichtweisen, von Erzählperspektiven, verschiedene Figuren blicken auf ein Phänomen. Es sind Phänomene, die meist 1, 2, 3 Böden haben. Also ich habe jetzt erst sagen wollen, das Wort doppelbödig, aber das ist ein vielleicht zu kleines Wort dafür. Andererseits könnte man ja auch im Roman polyperspektivisch oder multiperspektivisch erzählen. Ist das dann so, dass, du hast gerade gesagt, Mojca, der Stoff diktiert es. Aber weißt du vorher schon, das ist ein Stoff, der für einen Roman von 600 Seiten taugt und das ist ein Stoff, der 30 Seiten verlangt oder 10 Seiten?
Ja, Torsten, to je zelo pomembno vprašanje. Recimo, ko sem začela pisati Kronosovo žitev, sem mislila, da bom opravila z eno kratko zgodbo, glede na glas, ki se mi je najprej začel pojavljati. Namreč ta roman je postavljen na konec 16. stoletja na območje današnje Slovenije, torej notranje avstrijskih dežel. Gre za konflikt med protestanti in katoliki, vsebuje tudi te politične spletke in čarovniške procese in tako naprej. Ampak potem se je izkazalo, da je to snov, ki me bo držala še kar nekaj let in da moram nujno se začeti poglabljati v raziskovanje tega obdobja, ki sem ga poznala sicer skozi filozofijo, umetnost, ne pa tako natančno zgodovinsko. In pač videla sem, da ne bo šlo za kratko zgodbo, ampak da bo šlo za enim takim pošastnim romanom, mislim, vsaj glede obsega. In kakorkoli seveda me je bilo strah in tudi zelo naporno, pa sem potem, ko sem presnovila vse informacije, ki sem jih sproti med pisanjem nabirala, mi je predstavljala tudi velik užitek, tudi zato, ker sem odpirala polifonijo različnih glasov, različnih glede na spol, glede na družbeni sloj, glede na pripadnost kulturni skupnosti, etnični, povezovala sem, patinirala sem jezik, ki je sicer slovenščina, vendar z nemškimi, romanskimi izrazi, tudi malo jidiša in podobno. Skratka, skušala sem skozi sam jezik pravzaprav razpreti to obdobje 16. stoletja, ki sem ga doživljala že takrat, to je bilo pred pandemijo, na nek način podoben času, ki ga živimo. Tudi tedaj je šlo za ogromno enih družbenih sprememb. Ljudje so imeli občutek, da še nikoli ni bilo tako grozljivo in tako na robu pravzaprav tega obstoja človeštva kot pač takrat. Podoben občutek je seveda danes. In tako da je pomen nastajal, pomen tega romana nastaja skozi rezonanco med renesanso in med našo sodobnostjo. Das ist ein Roman, der vor 400-500 Jahren spielt und der doch sehr Heutiges verhandelt. Feministische Themen stehen sehr im Vordergrund, die man ja eigentlich nicht unbedingt von einem Roman, der im Mittelalter spielt, ich wollte gerade mittelalterlichen Roman sagen, das ist natürlich falsch, erwartet. Ja? Insofern sind das ganz viele Gegenwarts... Vielleicht, bitte noch einmal du. Ja, tukaj se mi zdi, da je pomembno, da je ta roman napisala ženska, ki, mislim, jaz kot pač pisateljica od nekdaj razmišljam o tem, o mestu, ki ga ženska ima v družbi. Mislim, to imam nekako tako zelo ponotranjeno, da tega niti nikoli ne izpostavljam. In tudi to pozicijo žensk v renesansi sem kar precej natančno proučevala. Videla sem, da je to obdobje, kjer so ženske lahko, vsaj na določenih področjih, prvič lahko začele vstopati v javni prostor in sicer na področju slikarstva. Ponavadi so bile to hčerke slikarjev, če niso imeli sinove ali pa če sinovi niso bili talentirani, so bile hčerke zelo primerne, da so pač predali slikarji, očetje svoje znanje njim naprej. Tudi kot s svojim pisanjem so se lahko pojavljale, vendar pa nikakor ne v umetniških formah, kjer so nastopale s svojim telesom. Recimo tukaj v tem romanu omenjam beneške frotolare. One so bile pevke, vendar so bile to kurtizane v tistem obdobju. Skratka, ženska, ki bi izvajala uprizoritveno formo, je veljala za nespodobnost. Skratka, kot veste, tudi v času elizabetijskega gledališča ženske vloge so igrali moški. Ampak nekako se je začelo to obdobje nekako razpirati tudi seveda
ženskim ustvarjalkam, ki pa so morali imeti strašansko srečo, kar pomeni, da so morali biti rojene v družini, ki je bila dovolj premožna, ki je bila dovolj, rečemo, duhovno odprta, da se jim je zdelo smiselno vlagati v izobraževanje teh njihovih hčera, da so se potem poročile z nekim moškim, ki je bil dovolj odprt, da jim je nekako dovolj, da so se s tem ukvarjale. Seveda na drugi strani pa izpostavim, rečemo, ženske, ki so bile velikokrat prepoznane kot tako imenovane, uporabim izraz, grešne koze. Pač to je bilo obdobje čarovniških procesov. Namreč v zavesti nekako obstaja, da so čarovniški procesi stvar srednjega veka, kar je popolna zmota. Obstajali so, samo so bili mnogo manj jih je bilo v obdobju srednjega veka in tudi na drugačen način so potekali. V srednjem veku je šlo za to, da se je prepoznavalo ljudi, da jih je dejansko obsedel hudič, medtem ko so bili v obdobju od začetka novega veka, skratka od renesanse pa do 18. stoletja, je šlo pa za ljudi, ki naj bi zavestno sodelovali in paktirali z zlom, s hudičem. To se je namreč zgodilo po koncu 15. stoletja, ko izide Maleus Maleficarum, ki je pomenil nekakšno osnovo za tovrstne procese, ki so dejansko potekali v teh sekularnih okoljih, na sekularnih sodiščih. In še ena pomembna stvar, ki se mi je odkrila, je, da največ čarovniških procesov takrat je bilo izvedenih natanko na območjih, kjer so potekali boji med protestanti in katoliki. To pomeni ne v Italiji, ampak naravno na območju teh Habsburškega imperija. To me je zelo zanimalo in s tem sem se tudi ukvarjala veliko. Mihail, Sie haben einen Roman auch geschrieben, wenn wir jetzt bei Moizers Roman waren, der ja auch ein historisches Thema hat, das allerdings in der jüngsten Vergangenheit liegt. Sie haben beschrieben, dass das ein ganz verschwiegenes, beschwiegenes Thema war in Slowenien. Und als sie anfingen, sich damit zu beschäftigen, über diesen ungeheuerlichen Vorgang, dass mehr als 1% der Bevölkerung plötzlich die Staatsbürgerschaft weggenommen kriegt, ohne davon überhaupt was zu wissen oder jedenfalls ohne informiert zu werden, dass sie dachten, das müsste doch ein Thema sein, was von Schriftstellern, von Filmemachern, von politisch interessierten Philosophen auch angegangen wird. Und dann erstaunten sie, es gab fast nichts dazu. Sie haben ganz viel dazu recherchiert. Dann gibt es diesen Roman, der ja große Wellen geschlagen hat. Könnten Sie vielleicht auch beschreiben, was die Folgen dieses Romans waren? Hat sich das verändert? Ich habe gelesen, dass diese Entscheidung von 1992 ja im Grunde in Slowenien gar nicht revidiert worden ist, sondern dass das durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erst quasi, vielleicht ist es das falsche Wort, richtiggestellt wurde. Mislim, jaz sem najprej napisal filmski scenarij. In potem seveda po precej letih, ker film je odvisen od denarja, tle ni. Če je denar, poje film, če ga ni, ni. In potem seveda, ko smo obupali, da bi bil to lahko kdaj film, sem šel pisati roman. In potem, ne vem, še 5 let kasneje, pač tisti denar smo producent dobil in smo lahko posneli film. Se pravi, proces je bil dolgotrajen. Je bilo pa, kar je meni osebno bilo takrat zanimivo in presenetljivo, ampak sem bil še mlad, ko se je to dogajalo in ko je to prišlo v javnost. In prišlo je v javnost zamudo, kajti treba je vedeti, da takrat še ni bilo zares interneta leta 1992. Kar pomeni, da te ljudje, ki jih je pač država izločila, kadar se zgodi nekaj takega, človek najprej pomisli, da je on kriv. Kadar v skupnosti izloči, rečete, kaj sem pa naredil. In te ljudje so mislim, so oni nekaj naredili. Ampak ne. In je trajalo leta in leta, prej so se lahko toliko zorganizirali, da so ugotovili, da oni niso nič naredili, ampak je naredila pač oblast. Zdaj, potem so te zanimivosti sledijo naprej.
eno taka zelo zanimiva je, ne, da je to pač zakon, ki ga je podpisala desna oblast, ne, ampak izvajala pa leva, ne, kar v Sloveniji noče nihče slišati. Ne. In mogoče ni čudno, da tedanji predsednik je pač bil na oblasti, mislim predsednik, premier vlade, ne, poslal velik New Ager in mirovnik in širil ljubezen in v priročnikih in tako naprej. Ne. Ampak kaj me je pa zares presenetilo, ko sem jaz to prvič to prebral, da se je to zgodilo, ne, sem trznil, wow, moja tema. In potem sem rekel, nima smisla, ta trenutek 60% slovenskih pisateljev že piše. Ne. In potem so leta tekla in nič ni bilo objavljeno. In sem gotov, da nihče ne piše. Ne. Slovenska kultura je odvisna od državnega denarja. Amen. In to ne obtožujem nikogar, da bi to zavestno ne bi šel pisati, ampak nezavedno pa vsekakor. En poskus, ki so ga naredili nevrologi v Ameriki in so verskim fanatikom so kazali slike pokrajine, na katerih hodi gola ženska. In imeli so, pač tle na očeh so imeli naprave, da so znanstveniki spremljali, kam pade pogled. In niti eden od teh verskih fanatikov gole ženske ni videl, ne. Ker ga je, nezavedno ga je že prej porinilo preč. In tako pač ne, v Sloveniji nismo dobili ne igranega filma, ne romana, ker je nezavedno prej porinilo preč. Ok, gremo raje o čem drugemu pisati. Ne. Ok. In ja, Evropsko sodišče je razsodilo, ampak tukaj je spet neka zanimivost. Ne. Izbrisane so morali zagovarjati italijanski advokati, ker v Sloveniji so naredili točno enega, Matevža Krivica, da bi jih zagovarjal. Enega, pazite. Ker na koncu vsaka velika pravniško podjetje pač dela z neko državno firmo, saj normalno. In še mi film smo zamujali, ker nismo mogli najti te reklamne agencije za reklamo, mislim za PR in vse to, ker konec koncev vsaka reklamna agencija dela z državo. Tako da ta roman mi je povzročil kar nekaj problemov, tudi meni, ampak mi je pa dal nekaj, kar je kar precej redko in to je mirna vest. Okay. Was Sie beschreiben, man kann das ja eigentlich nur fassungslos und kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, die Verhältnisse vor 1992, da gab es ja noch, also sehr kurz erst ein Slowenien und in einem jugoslawischen Verbund spielte eigentlich der Geburtsort, jedenfalls von außen betrachtet, ja, keine Rolle. Insofern war das ja sowieso keine Verfehlung. Und Sie beschreiben ja auch Fälle, dass dann ein Kind von zwei slowenischen Eltern ein paar Kilometer außerhalb Sloweniens an der Grenze in einem Krankenhaus zur Welt kommt und dann plötzlich die Staatsbürgerschaft nicht hat. Das mutet kafkaesk an, ja, viele Dinge. So ein bisschen musste ich auch bei deinem Roman an kafkaeske Verhältnisse denken. Sie beide beschreiben absolut slowenische Probleme, Themen, aber zugleich sind es ja Themen, die, wenn ich Kafka nenne, ganz übergreifend sind. Und bei dir, Mojca, ist es ein Roman, der, sagen wir mal, über Slowenien erzählt, über Mitteleuropa, K&K, Österreich und so weiter. Und bei Ihnen Sie haben ja beide auch viele Erfahrungen gemacht mit Übersetzungen. Bücher von Ihnen sind in viele Sprachen übersetzt worden. Wie wird das da behandelt? Werden Sie als slowenische Autorin, als slowenischer Autor behandelt? In erster Linie sicher sowieso, klar, aber eigentlich auch in den Erzählungen, über die wir ein bisschen schon geredet haben, ist es ja auch so, das sind psychische Vorgänge, innere Vorgänge, die mit dem allgemein Menschlichen, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Wort, sehr viel zu tun haben. Aber vielleicht über Ihre Resonanz mit Übersetzungen, mit auch Verfilmungen, die im Ausland liefen. Vielleicht können Sie da beide noch was dazu sagen. Ja, kar zadeva ta roman, res je, postavila sem ga na območje notranje avstrijskih dežel, to je pač 16. stoletje, ker se mi je zdelo smiselno, namreč to je prostor, ki
glede te teme, ta tema v tem ni bila tako veliko oziroma pogosto obravnavala, zato sem morala tudi veliko raziskave narediti. Poleg tega je to obdobje, ko je dejansko slovenščina postala knjižni jezik. Tudi to mi je bil nek določen izziv in hkrati, kar se mi je zdelo zanimivo, je, da sem se začela zavedati, da ta obdobje protestantizma v slovenskem kulturnem prostoru oziroma v prostoru tega današnjega slovenskega prostora, da ni resnično upisan v kolektivno zavest, da se še vedno ne ve, kakšen podvig je to takrat sredi 16. stoletja pomenilo in kakšno tveganje za protestante, za luterance, ki seveda njihov namen je bil širjenje luteranstva, za kar pa je bilo treba seveda poznati jezik. In zdaj glede vprašanja o percepciji tega romana, lahko rečem, da je bil roman v teh drugih okoljih dobro sprejet. Recimo imam zelo dobro izkušnjo s srbskim prostorom, kjer imam tudi odlično prevajalko Ano Ristović, ki je sama tudi pesnica. Namreč pri tem romanu mi je bilo zelo pomembno ta pripravljenost prevajalcev, da so sodelovali z mano, ker roman ima zelo močen ritem in to sem skušala, da se ohrani tudi, sem si prizadevala, da se ohrani tudi v drugih jezikih, ker zanimivo pa je to, da v tem 16. stoletju seveda je bil srbski prostor, se je spadal pod Otomanski imperij in je Ana Ristović porabila kar precej časa, da je našla ustrezne izraze za določene inštitucije, ki seveda v tistem tedaj v prostoru, ki je spadal pod Otomansko cesarstvo, niso bile poznane, sploh niso niti obstajale. In še na kratko, kako pač percipirajo mojo literaturo v različnih prostorih. Recimo v nemško govorečem prostoru sem bila velikokrat, sem bila avtorica iz jugovzhodne Evrope, v Veliki Britaniji sem bila evropska avtorica, skratka kontinentalna, v Latinski Ameriki sem bila pa preprosto evropska avtorica. Skratka, vedno se mi zdi, ko pridemo v nek prostor, ki ga ne poznam, kako me bojo označili, da je to vedno temu z zanimanjem prisluhnem, ker seveda s tem tudi oni sami povejo oziroma pojasnijo prostor oziroma mesto, iz katerega v bistvu označujejo avtorje. Da. In če tle se navežem, meni kot antropologom je bilo pa zmeraj smešno gledati, ker greš na literarni večer v neki državi in potem takoj veš, kakšna je percepcija, podoba pisatelja. V Franciji je pisatelj moralna kategorija. Vprašanje iz publike so samo v bistvu o morali. A je ta vojna moralna, je to nemoralno, je to nemoralno. Se veste, Zola, Žekus in tako obtožujem in zdaj pričakujejo od pisatelja, da bo imel neko moralno pozicijo. V Angliji je tako, res, ja, načitan, izobražen, pozna to, tudi znanosti in tako super. V Ameriki pa entertainment, je pa v bistvu bolj stand-up. Vsaki toliko minut eno šalo poveste, če še malo utegnete prebrati, je pa sploh super. Drugo je pa tudi ta pričakovanje, to moramo zdaj mi vedeti. Nekaj so v glavnem te prevodi, ki so ponavadi so to delo nekega prevajalca, ki se je nad knjigo navdušil in potem je nekako našel denar pri kakšni inštituciji in potem našel neko manjšo založbo, ki to objavlja in tudi našlo denar pri neki inštituciji in tako naprej. Ampak zdaj pa, če pogledamo pa une velike igralce na založništvu, je pa drugačne. In jaz sem si v teh letih, ko to spremljam, najprej povedal, kdaj sem začel o tem razmišljati. Ker jaz sem recimo v jugoslovanskih vojnah 90-ih sem napisal 2-3 zgodbe, zelo malo, res zelo malo. Ker nisem hotel nekaj tam parazitirati na to, kar so drugi bolj pisali, v principu, oni bližnji temu. Ampak recimo eno od teh zgodb je prišla skozi ameriške časopise
mislim, ekspresno prišla skozi, dobila nagrado ameriško Puškar za najboljšo zgodbo in tako naprej, kar se ne dogaja evropskim avtorjem sploh čistko. Ne. In potem jim kar ponud še zgodb po jugoslovanskih vojnah, ki sem jih pa odklonil, kreten. Ampak sem se poj spremljal in sem se naučil pravilo. Ne. Vsaka svetovna vojna, vsaka svetovna kriza da iz unega območja točno enega pisatelja. Ena knjiga gre skozi ta velik sistem, ena. Iz jugoslovanskih vojn je bil to Aleksandar Hemon. Ena gre čez. In druga mora biti knjiga o tem, kako se je ta avtor ali pa avtorica preselil v Ameriko in kako se zdaj sooča z Ameriko. To je to pravilo, ki ga upoštevate. Če želite prodati v tujino, zanete neko vojno, ko bodo pozornost medijev obrnjena, štartajte z romanom in tako naprej. Vso srečo vam želim. Nochmal zu den Erzählungen zurückzukommen. Wenn ich mir den Anfang der Erzählung, dann kommt so eine Nacht von Ihnen, Mihai, vorlege, die beginnt so: Er stand vor dem Eingang und löste sich vorerst nicht aus der Dunkelheit. Dann könnte es ein Kafka-Satz sein. Und bei Meuzer unter die Oberfläche, diese titelgebende Erzählung, erzählt von einer Ehekrise, ist zu wenig gesagt, von einer toxischen Beziehung und von einer Eifersucht, die ja nicht voraussetzt, dass man als Leser oder Leserin sich die Frage vorlegt, ist das ein slowenisches Ehepaar oder eine slowenische Familie? Das könnte, glaube ich, überall auf sich bezogen werden. Und das geht mir bei Ihren Erzählungen, Mihai, genauso. Die Figuren laden eigentlich nicht unbedingt ein zur Identifikation. Das sind ja Figuren, die auch ja, eher nicht unbedingt sympathisch gezeichnet werden, aber doch sind die Situationen, in die sie gestellt sind, welche, zu denen man, glaube ich, ganz unwillkürlich, ich als deutscher Leser, eine Beziehung entwickelt. Und das würde ich auch noch mal fragen wollen. Das macht ja auch für die Rezeption in anderen Sprachen etwas aus. Ja, tako v romanu in kot tudi v tej antologiji kratke proze, kjer so zbrane zgodbe, 13 zgodb, ki so nastale v zadnjih 23-25 letih. Gre za nabor različnih likov. V zgodbah je še toliko bolj izpostavljeno to človeško, ki seveda nikakor ni zgolj samo prijetno in zabavno. Mislim tako, velikokrat primerjam pisanje z recimo odrsko uprizoritvijo ali pa recimo tudi s filmom. Določen prizor je lahko postavljen na prizorišče in ustvarimo s tem eno podobo. Vendar že, če samo zamenjamo osvetljavo in recimo zvočnost, zvok, se izpostavijo oziroma pridejo na plano neke stvari, ki sicer jih mogoče opazimo ali pa tudi ne, na ta način pa dejansko postanejo izpostavljene. Mislim, da želim v svojem pisanju pokazati kompleksnost človeškega delovanja, strukture človeka kot enega zelo kompleksnega bitja in seveda nekatere stvari so skrajno neprijetne. Videla pa sem, da se ne oziraje se na kulturno okolje, ljudje lahko s tem identificirajo na ravni prepoznavanja. Namreč ta prva zgodba je res ena tistih zgodb, kjer vzamem en določen motiv in ga pripeljem do roba oziroma v tem primeru ga celo pahnem, samo dogajanje pahnem čez
rob. Ampak vendarle neki zametki, ki jih pač mi kot večinoma, kot pač etična družbena bitja prepoznavamo, pa seveda ne bi tovrstnih stvari nikoli naredili. No, ta prvi lik, ženski lik, izpelje natanko to, ker gre pač za osebo, ki nikoli ni odrasla, ker gre za skrajno narcisoidno, infantilni ženski lik, posesiven, ki ima nek popolnoma drugačen koncept ljubezni, kot sicer velja ta koncept ljubezni v zahodni družbi. Ampak večinoma gre za like, ki spadajo v ta, rečemo, nabor neke normalnosti, nekih normalnih patologij. S tem, da bi rada želela poudariti, da ne gre samo za te mračne in težke teme v mojem pisanju, ampak je tudi zelo veliko absurda in veliko humorja. To sem že na začetku povedala, da gre za nabor zelo različnih glasov, da gre za polifonijo glasov in tudi tem. Ja, mislim, da moje zgodbe pa romani pa te stvari dobro potujejo, zato ker mene v principu zanima psihologija nekega človeka. Ne. Ampak što se pa v temu, da zdaj smo mi tle na Zahodu, smo blazno individualizirani in jaz rečem psihologija in vi se predstavljate tebe enega človeka in zdaj on ne vem kaj. Ampak v resnici, spomnim se, dejansko sem govoril z nekom, ki je bil 10 let je živel v votlini, nek v Nepalu in je meditiral in po 10 letih je ugotovil, da je razsvetljen in da gre lahko domov. Ne. In potem je štopal dol in v Delhiju se je že skregal s taksistom, ki ga je hotel nategniti. So se tam tepla pa ruvala na sred ceste. Ne. Buda in taksist. Ne. Ja, kar pomeni, da je lahko biti svetnik v votlini, ne. Ampak v mestu pa res težko. No. Zakaj? Zato, ker srečujemo druge ljudi, srečujemo, ne vem, kulturne norme, srečujemo mentaliteto in srečujemo pač oblast. Ne. In zato mene pač te stvari res zanimajo, točno ta srečanja. In zato sploh tudi dejansko ena od mojih tem je to srečanje z neko birokracijo. Zakaj je to tle meni zanimiv? Ker to je srečanje dveh ljudi. Vi greste na občino, na urad in srečata se dva človeka. Biologija čist reagira normalno, vse, človeka sta se srečala. Ampak en se pretvarja, da je robot. Ne. Ja, seveda. Uradnik se dela, da ni človek in to je meni totalno fascinantno. Ne. In iz tega izvira seveda tudi mnogo zla, ne, ko so se ljudje pač pretvarjali, da niso ljudje, ampak da so roboti. Ne. Se to poteka stalno. Ne. Ein Roman kann multiperspektivisch verfahren. In den Erzählungsbänden, die von Ihnen beiden erschienen sind, sind natürlich von vornherein verschiedene Standpunkte eingenommen worden, verschiedene Tonlagen angestimmt. Geschlechter, Generationen können Stimmen kriegen, ins Bild geraten oder selber sprechen. Im Nachwort, Mihai, bescheinigt der Übersetzer Erwin Köstler, der von Ihnen beiden auch Texte übersetzt hat, eine Vorliebe für neurotische Konstellationen und auch neurotische Familienkonstellationen. Sie haben beide beschrieben, dass trotzdem ja diese Texte nicht in einer eindimensionalen Dunkelheit gehalten sind, sondern dass es viele komische Effekte gibt, ja, in Ihren Texten. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Handlungsverläufe ja wie vielleicht in polyperspektivischen Texten auch erwartbar nicht von A nach B verlaufen, schon gar nicht auf einer Gerade, sondern dass immer zu Haken geschlagen werden, dass Überraschungen geschehen. Und diese Erzählungen auch von dieser Frau, von der Moiza du gerade gesprochen hast, die ja vielleicht infantil ist und über die man eher erschrickt, ja? Aber man kann nur über sie erschrecken, weil man auch Teile ihrer Individualität ein bisschen nachvollziehen kann und weil diese Teile vielleicht mit der eigenen Individualität auch zusammenhängen und man dann auch nicht nur über diese Frau, sondern vielleicht auch ein bisschen über sich selber erschrickt. Ich wünsche Ihnen sehr Begegnungen mit den Texten von Mihai Mazzini und von Moiza Comedy, aber vielleicht als letzte Frage, welche Frage habe ich euch nicht gestellt und stellt sie euch selber und könnt ihr sie gleich beantworten?
Imamo vprašanje. Mojca, a se ti je kdaj zgodilo, da dobiš idejo za zgodbo, jo sestaviš v glavi, in potem rečeš, pa to je genialno, to je škoda za zgodbo, moram raztegniti v roman. Ne, nikoli. A res ne? Ne, nikoli, ampak imam pa zate neko drugo vprašanje. A se ti zdaj zgodilo, da si dobil idejo za pisanje, pa ti je zmanjkalo jezika, da nisi imel jezika, da nisi našel pravega jezika? Ja, se mi je zgodilo, ampak jaz pa probam iz različnih oseb pogledati na to zgodbo, pa poj steče. Nisem nikoli zares zablokiral tle. A res? Da ne najdeš jezika, te pravi. Zanimivo, ja. Meni se je. Ja, ne, jaz sem se potegnil s tem. Grozno, ja. Jaz sem preklopil na druge, pa iz drugih stališč pogledal, ja. No, ampak za konec pa bi še eno stvar poudarila, da sem strašno vesela, da se je Waldstein odločil takrat za prevod mojega romana Kronsova žetev, kar mi je pomenilo tudi vstop v nemški govorni prostor, za kar se moram zahvaliti Amaliji Mačak, Renati Zamidi in tudi prevajalcu Ervinu Köstlerju, ki je tudi soprevajalec skupaj z Lizo Linde te zbirke kratke prose Pod gladino in s katerima sem res odlično sodelovala. To moram povedati, ker je to čista resnica. Sem res hvaležna. Hvala vam. Ampak po taki zahvali, kot jo zdaj Mojca imela, jaz sem ostal brez besed. Zmanjkalo mi je jezika. Ich danke sehr euch beiden für diese wirklich interessante Diskussion, Ihnen als Publikum, dass Sie aufmerksam waren und den beiden Simultanübersetzerinnen, wo ich nur staunen kann, wie schnell sie und wie großartig sie das hinkriegen. Vielen Dank. Hvala. Hvala tudi, Torsten.